Živjo, živjo, še vedno sem Tanja, pa še vedno sem Žagar in bom zdaj z največjim veseljem odgovorila na vprašanja za YouTube kanal Džungla. Vi pa glejte, uživajte, lajkajte, komentirajte in vse, kar pa še zraven. Sem šla kar doskrat že na oder tudi bolna, me to ne ustavi, no sicer ni bilo nekaj toliko resnega, da pač ne bi mogla iti, ampak razne vročine, kašljanje, kihanje in to pa vse preživimo in odpojemo, delamo svoje, brez problema. Ker čudežno ozdravim pol gor. Zakaj Karlo? Pravzaprav je dokončno ime zbrala sestrica, njegova najmlajša, ker Miki ima že od prej 3 otroke, tako da je bila Dina tista, ki je tudi predlagala Karlota. Jaz pa moram reči, da je meni pa že od nekdaj to ime noro všeč. Tako so se malo, kako bi rekla, poklapale stvari, kot se reče. In pač Dina je imela v izboru nekaj imen, med drugim tudi Karlo. In jaz sem kar take oči dobila, wow, Karlo. Sem pa sicer rekla Mikiju, da ne bo on tisti, ki bo zbral ime, da ne bodo moški vedno govorili, da ženske ne pustimo, da zbirate, da nimate nobene besede pri tem, da smo samo mi tiste, ki odločamo. Sem rekla, to se pa govorili ne bo, tako da zber pa povej, kako bo ime. No, pa smo pa tako bili vsi na koncu zelo zadovoljni. In zdaj Karlo. Je v bistvu Ata. To je bilo tisto, kar je najprej rekel Ata, pa Ziza, Zizi, mami, Zizi. Mislim, se ga ne skrivamo pred javnostjo, da ga pokrijemo, zdaj, ko gremo ven, da se razumemo, ampak nekako sva se pa odločila, da naj živi svoje otroško življenje, star je šele 2 leti, zdaj kam ga bo pot zanesla v življenju, kaj bo počel, s čim se bo ukvarjal, to ne vemo, je še prezgodaj, karkoli to bo, ga bomo spodbujali in podpirali, ampak hočem reči, da sva se odločila, da ga pa ne bova v ta medijski svet še, kako bi rekla, vlekla, ker je pač to najina odločitev. Nič ni narobe s tistimi, ki se odločijo drugače. Midva sta se pač tako, vse je še dovolj časa za to, bodo še priložnosti, sploh, če ga bo kdaj res pot zanesla, v kaj so in kakšen šport, glasbo, karkoli umetnost, kjer pač je posledica tega tudi medijska izpostavljenost, potem prav, ne bova nič nasprotovala, zakaj pa bi, ampak zdaj, kaj pa še tako mali pa, ne bo on tako ne bo v brezskrbnem otroškem svetu. S čim me je Miki nazadnje ujezil? Pa veš, da moram reči, da me nič kaj prav pogosto ne ujezi. Čakaj, po mojem, da je bilo nazadnje kaj v zvezi s poslom, ker sva kaj delala, snemala. Ja, pa je res bilo, snemala sem novo pesem in pol je, kako je že bilo, zdaj ste me pa dobili. Nekaj sva se v glavnem tam v studiu, jaz bi tako, on bi tako, ne bi tako, kaj bi ti. Nisva se razumela, vsak po svoje na svojo stran razlagal, kako on bi, Pa, zdaj pa dosti odprem vrata, ne bomo, zdaj pa ne bom. Malo bova počakala, pauza, pol pa naprej. Pa se midva hitro zmenil, tako da. Sicer me pa ne jezi, da bi imela lase po koncu od njega. Se ne pustim. Pa v bistvu se to zasebno pa poslovno življenje zelo lepo prepleta. Znava to prepletati takole. Pa slalom voziti, pa kitko plesti, če tako se malo pohecam. Veliko se pogovarjava in o poslu, in o življenju, in o vzgoji, in o odnosih, in o vsem. Pač oba rada zelo veliko govoriva in predvsem analizirava, tako da videla sem se sposobna v enem filmu, ki ga v kinu gledava, pol pogovarjati še en teden, brez prestanka in vse zanalizirati. Ampak gre lepo, lepo zaenkrat je vse tako, kot mora biti, tako tudi ostane, bomo delali na tem. Laž, ki me je najbolj prizadela, ki je v medijih krožila v meni, težko bi zdaj rekla, da me je nekaj zelo prizadel, sploh ne, odkar sem na samostojni pevski poti. Mogoče sem bila najbolj tako šokirana, pa recimo prizadeta na nek način še, ko smo bile v skupini Foxy Teens, ker smo bile tako mlade punce, pa na to še nismo bile pripravljene in navajene. Takrat so nas enkrat
se spomnim dal v časopis, ne, v Mladino, tja, duplerica varianta in so nas narisali, ne, nismo bili, smo bile gole in tako smo neki čepele na tleh, ne, in mi smo bile šokirane, kaj tam not delamo in kdo je to naredil. No, potem smo se usedli dol, naredili sestank, smo dojeli, da ta biznis pač prinaša tudi to, ne, kakšne slabše stvari in da je treba pokončno preživeti in iti dalje in se nismo dali. In takrat sem zelo hitro dojela, da me stvari, ki se bodo pisale in ki bodo tudi neresnične in izmišljene, ne smejo užaliti, ne smejo prizadeti, ker to pač tako je. Tako da bi rekla, da sem prizadeta, ne. Lahko pa povem, kaj je bilo recimo kaj napisanega. Pred mnogimi leti so se v enem od zelo branih časopisov so napisali, da po mojem nasmehu na obrazu sodeč in po moji dobri volji sodeč sem skoraj zagotovo noseča. Skoraj zagotovo. Ja, toliko telefonskih klicev, ki sem jih jaz takrat dvignila in sem razlagala, da res še ni treba kupovati darila za dojenčka, da ni še, ne raste trebuh. To klicev ne vem, kdaj sem imela, ne. Tako da, ja, se kar napiše marsikaj, pa sploh tudi recimo leta 2017, ko pa mi je res začel trebuh rastati, je bilo tudi polno takih in drugačnih laži, neresnic. Ampak, to tako je, gremo dalje, nič se ne jezim. To je to. Moj največji kritik je zagotovo Miki. On je tak, s katerim ustvarjava skupaj že vsa ta leta, ki me res noro dobro pozna, s katerim, tako kot sem že prej rekla, tudi poslovno vse preanalizirava, se veliko pogovarjava, kako, kaj in tako. Tako da on mi vse pove brez dlake na jeziku, tako kot je, kar mi je zelo, zelo, zelo všeč. Sicer pa jasno, moja starša, ne. Kaj je bila najtežja odločitev? Čakaj, zdaj si me pa dobil. Najtežja odločitev v življenju? Da bi se zdaj spomnila nečesa, za kar bi potrebovala, ne vem koliko časa, da bi se odločila, se zdaj v tem trenutku ne spomnim. Bila je pa ena pomembna odločitev zdaj pred kratkim, v bistvu to leto, no, ki je na nek način tudi bila malo težka, no, po drugi strani ne, da sem zaključila svojo učiteljsko pot v glasbeni šoli v Logatcu, kjer sem učila 15 let, ampak ko sem pač postala mamica, ne, se stvari v življenju malo spremenijo. Želela sem čim več časa jasno preživeti s Karlom, ne, in če to lahko, bom to pač naredila. Tako da sem potem z letošnjim šolskim letom se iz glasbene šole Logatec poslovila. Saj pravim, po eni strani težka odločitev, po drugi ne tako, ampak če je težka, zakaj? Zato, ker smo se tako lepo razumeli, ker smo bili tak krasen kolektiv in sodelavci z vodstvom, starši, z učenci. Tako da si pri srcu malo težko, ne, ko greš od teh ljudi, s katerimi se imaš pač tako dobro in si toliko časa skupaj preživel. Ampak vse to je življenje, prinaša novo obdobje in tako je prav. Pa pri meni je vsak december noro vesel. Ta nora noč, to jih je, decembra jih je, koliko. December je en poseben mesec, ki prinaša tako pravličnost, kaj se vem, tako čarovnijo v zraku, ali kako bi rekla. Tudi na vseh nastopih, koncertih se čuti drugačno vzdušje. Smo ljudje malo bolj povezani na nek način, bolj dostopni, manj distance čutim. Kar hitro se z vsakim neznancem zapletaš v pogovor, pa si čestitaš za praznike, pa tako, kar je meni osebno zelo, zelo pri srcu, mi je všeč. Kaj je bilo vprašanje? No, to je pa to, Žagarjeva. Ne govori toliko. Če rajš odkrijem dekolté ali noge, pa odvisno od letnega časa, odvisno od vremenskih razmer, odvisno od priložnosti, od prostora. Ne, več je dejavnikov, ne, ki vplivajo na to, kaj rajš razkrijem. Na morju mi ni problem, vse, ne boste verjeli, sem tudi jaz v kopalkah, ne, v smučarskem kombinezonu, ne, tako da poleti pade kakšna slika na Instagram ali pa na Facebook tudi v kopalkah. Sicer pa priložnosti primerno, no. Jasno, ne bom šla med svoje učence z dekoltejem, ne, pa z mini kiklico, ko pa je to nastop v nekem klubu, žurka, poleti, pa seveda pokažemo noge, ampak vedno tako
do ene meje. Lepo, okusno, lahko je seksi, ne pa vulgarno, to pa ne. Ja, seveda. Jaz pripravljam glasbeno-plesni šov, ki se bo zgodil prvi koncert 24. januarja v dvorani Tabor v Mariboru in drugi 29. februarja v hali Tivoli v Ljubljani. Gre pa za res zelo poseben dogodek zato, ker bodo z mano profesionalni plesalci latinskoameriških in standardnih plesov, s katerimi smo letos spomladi plesali tudi v plesnem šovu skupaj. In pač takšnega dogodka pri nas še ni bilo, ki bi na tak način povezal glasbo in ples, kot bo zdaj ta moj, tako da tisti, ki radi gledate to v živo in vam ples nekaj pomeni v življenju, pol morate biti z nami ali v Mariboru ali v Ljubljani. Glavna koreografa tega mojega dogodka sta pa Arnej Ivkovič, s katerim sva zmagala v plesnem šovu, pa Maja Geršak. Katera pesem najbolj užge? Katera kola? Ponavadi je zelo so vsi na nogah, ko zapojem Noro noč, številko 3 recimo, Arriva, to je tudi, roke, noge, vse je v zraku. Potem od teh čutnih pa seveda Tiho čas beži, pa Hvala, ker si ob meni ti. Zdaj govorimo o zelo različnih pesmih, ker ene so malo bolj, tako kot sem rekla, življenjske, baladne, tako druge pa na gor, živahne in tako temperamentne. Poljčaki, kjer je še zelo... Zdajle, zadnji čas je tudi ta Pleši z mano zdaj, si jo kar zaželijo, no. Pa 5 do polnoči, jasno, to pa če, ko je 5 do polnoči, mi kar kažejo z odra takole, tole zapoj, A veš, da to pa nisem in to me velikokrat vprašajo, a se ne naveličaš ti vseh teh pesmi, ki jih non-stop poješ, pa že prej jih snemaš, pa jih milijonkrat slišiš? Ne vem, mogoče z mano kaj narobe, se sprašujem. Ampak do zdaj nisem, zdaj kaj bo jutri, ne vem. Če bomo šli še kdaj na tak sprehod, se bo mogoče odgovor drugačen, upam seveda, da ne. Ampak meni so pri srcu moje pesmi, jaz jih rada in pojem in tudi poslušam. Ne poslušamo zdaj vsak dan pesmi mojih doma, ampak občasno si jih v avtu tudi zavrtim, ko s kam peljemo, oziroma če na radiju kakšna, pustim na tisti radijski postaji, ne premaknem, ampak rada poslušam do konca, sem vesela. Pa tako so si različne, da če mi ni do ene, mi pa do druge, tako da se že nekaj najde. Modrijani, da se razumemo, vsi so odlični dečki, krasni glasbeniki, super delajo in tako. Z Modrijani imam več stika, oziroma sem ga imela, ker smo dostikrat že tudi skupaj sodelovali in na njihovih koncertih in na mojih koncertih, jaz gostja pri njih, oni gostje pri meni. Tako da, ja, bi v tem trenutku rekla Modrijanja. Smo že modro žagali skupaj, da povzetek naredim. Kakšen nasvet bi jaz dala 15-letni Tanji Žagar? Pa kar takšnega, da bi rekla, vedno imej svoje mnenje, če ga nimaš, reč, da rabiš čas, da ga boš dobila, da premisliš, Začrtaj si eno svojo jasno pot, po kateri hodi, in z velikim optimizmom, željo, strastjo, upanjem premaguj vse ovire in probleme in težave, ki ti bodo prišle pač nasproti na tej tvoji poti. Sicer sem pa, ko zdaj to poslušam, ne se kako zdaj jaz le pametno to modrujem in razlagam, sem jaz tako kar šla po teh besedah, ki sem jih takrat poslušala največ od svoje mame in očeta, za kar jima bom vedno neskončno hvaležna, pa seveda tudi od Mikija. Oni trije v bistvu so bili tisti ljudje, ki so me najbolj usmerjali, najbolj vplivali name in ki sem jih najbolj poslušala, vzela resno vse te njihove besede in nasvete, ki so mi potem zelo pomagali tudi in v zasebnem življenju in potem na poslovni poti. To so pa te koncertne obleke, prav
koncertne, ki jih imam na teh svojih samostojnih koncertih, ne, ki jih daš, se pravi, šivati, ki jih naročiš, da so unikat in jih daš šivati posebej zase, ne, to je to. Ti. Sem dobila iz Playboya že tudi pred mnogimi leti, no, kar večkrat povabilo. Nisem se odločila za to, ker nekako ne čutim tega, no, in nimam želje potem. Tako da nimam nobenih pogojev in česarkoli, ker nisem trenutno v fazi, tudi ne vem, če kdaj bom, zato. Jo, veš, koliko neumnosti sem pa jaz naredila, pa kakšno je to vprašanje, zdaj se lahko tle usedem in ne bomo nič več hodili in samo še neumnosti naštevam. Ne bomo, gremo naprej. V glavnem, iz koliko rane mladosti, ne? Neumnosti je zelo veliko. Ne vem, ena iz osnovne šole, takoj že v prvem razredu, zelo na začetku šolskega leta, sem dobila zapis v knjižico in sem mogla nesti to podpisati domov svojim staršem, ker sem jaz noro rada plezala. In splezala sem, kamor se pač dal splezati, ne. In ko smo šli na sprehod z razredom na Ljubljanski grad, sem jaz tam 1, 2, 3 splezala na drevo, ki ga zdaj tudi tlele eno vidim. Ne vem, če se ne bi kar pognala tjale gor, to imaš. V glavnem, in sem jaz splezala na drevo in pol pozdravljala sošolce dol in mahala učiteljcem in tako. In jasno, fasala, ne, podpis v beležko. Pol neumnost, pol sem s tem plezanjem nadaljevala, pa sem mami enkrat, ko so čakali na prehodu za pešce, splezala gor na semafor, pa na marelo na tržnici. Pol velika neumnost, recimo iz glasbenega dela, ko smo bile s Foxicami na enem svojih prvih nastopov v Velenju. Jaz sem bila pač jaz zadolžena za to, da povezujem, ne, da govorim, da malo animiram ljudi in tako, da pozdravljam, napovedujem pesmi. No in mi pridemo gor in jaz v Velenju v dvorani rečem: lep pozdrav, Novo mesto! Sramota! In tako, ljudje ne ploskajo, ne. In gledamo, meni je tako bilo čuden, ne, posod so nam vedno tako ploskali, tle pa tišina in neki so nas čuden gledali, ne. Na kar me nehamo z nastopom, gremo dol, pride Miki in prav: Tanja, a ti sploh veš, kaj si rekla, ne? In jaz tako, ne vem kaj, ne. Rekla si, lep pozdrav, Novo mesto, a ti sploh veš, kje si? Pa tako, ja, v Velenju, a veš, tako. Me smo bile take malo odštekane mlade vihrave, ne, pa ne vem, v svojem svetu sem očitno bila, no, pa sem pač rekla to. Potem, čakaj, jaz se še kakšne zdaj spomnim take zelo. Ne, več pa naslednjič, ne bom vse zdaj povedala, ne, boste rekli, taj pa res malo ščc. Ja, lej, mama je mama, a ne, tako da je pa zdaj ena situacija, no, moja mama je bolna in ne more več kuhati, tako da njenih dobrot ne morem več jesti. Sem zdaj jaz tista, ki sem vse to prevzela in ona je moje dobrote, kar je tudi prav, moramo crkljati svoje starše, tako da z največjim veseljem zdaj to delam. Moram pa noro pohvaliti svojo taščo, ker ona je pa kuharica taka, da jaz ne da poližem še tisti krožnik. Jaz bi še krožnik pojedla zraven, če bi ga lahko, ne. V glavnem, to je pa taka hrana in jaz sem narejena tako že od nekdaj, da ne znam drugače jesti, kot da zraven skozi nekaj pritrjujem sama sebi in godem se temu rečem, ne vem, kako bi rekla. Tako jamram, ne. In se spomnim, ker sem bila mala in smo z očetom pa mamo sedeli v kuhinji in jedli, sta ona dva mene večkrat spraševala: Tanči, a si v redu, a te kaj boli, ne? Pa jaz ko, ne, super, ne? Pa spet drugič, a te kaj boli? Pol sta pa ugotovila, da jaz jamram od ugodja, ker smo vedeli, sem jaz vedno in tako, in jaz tako in to še zdaj delam skozi, pa me vsi malo čuden gledajo, kaj je s tabo, ne? Ampak sem noro vesela, ker sem prejšnjič ugotovila, da tudi en moj kolega dela to. Da nisem edina na tem svetu, da si tudi on pritrjuje ob hranjenju in govori Tako da, kar se zadeva taščino kuhinjo, bom s tem jamranjem očitno še zelo nadaljevala, ker je kuharica number one res.
krompirjevo rolado, musako, jetrca, kakšen bograč, potem čakaj. Jo, veš, koliko je še stvari. Pa testenine, no, saj sem kar nekaj povedala. Večer pred televizorjem, pa ne zaradi televizorja, lahko je tudi ugasnen televizor. Televizor nima veze tle, ne. Šla sem na ta večer doma, ker jaz sem noro rada doma, že od nekdaj najbrž tudi posledično zato, ker smo zaradi tega pevskega dela neprestano na poti, pa v avtu, pa po različnih krajih, pa veliko z ljudmi. In jaz, ko sem doma, meni se zdi, da sem na počitnicah. Jaz se tako počutim na počitnicah, na dopustu, takrat, ko sem bila na porodniški, ne. To je bil zame najlepši dopust ever, zato ker sem jaz tisto leto bila veliko, ampak res veliko doma, ne? In sem se samo tako usedla in sem rekla, koliko je meni lepo. Domek imamo, toplo nam je, imamo kje za biti, za spati, nismo lačni, žejni, prav lepo, no? Tako se je treba kar zavedati teh stvari, ki jih imamo in da nam ni kaj hudega. Še en sinček ali pa še ena hčerka, kaj bi imela? Oboje. Z največjim veseljem. Bomo pa videli, kaj bo življenje prineslo. No, zdaj bomo pa končali, prav? Grem jaz delati kaj na tem, da bom še kaj imela. Uživite, fajn se imejte. Pa bomo še kdaj poklepetali z največjim veseljem za YouTube kanal Džungla. Čau!